Danes je eden tistih dni, ko pogruntaš, da dejansko ne želiš vsega posneti, kar se dogaja. Ko sem jaz začela z vlogmasi 3 leta nazaj, ko sem snemala prvi vlogmas, mi je bilo ful zabavno v bistvu iz svojega življenja ustvariti en tak reality show pa prikazati dejansko skoraj vse, kar se dogaja, vse situacije, različne življenjske dinamike, z različne relationshipe, ki jih imam z ljudmi in tako naprej. In mi je bilo to ful res jaz sem to rabila narediti. Jaz sem se čutila poklicana za to, da prikažem svoje življenje, da ustvarjam neki entertainment iz tega, da ustvarjam neko zabavo iz tega, ne. In potem vsako leto kasneje in tako, ko sem prišla do letos, sem pogruntala, da to ni več moja želja, a ne, da ne želim vsega prikazovati. Zato je bil letošnji vlogmas še posebej težek, ker sem mogla res zelo precizno izbirati, katere stvari želim prikazati, katerih stvari ne želim prikazati. Se mi zdi, da glih tako kot vsaka družina, ima tudi moja družina hude posebnosti in hude probleme med sabo. Eni se boljše razumemo, eni se slabše razumemo. Situacija se spreminja iz leta v leto. Letos sem imela toliko enih sprememb, da niti, mislim, tako, moji najbližji prijatelji vejo za vse. Opažam, da ta lifestyle vlogerja tudi ni več zame, ne, in se usmerjam v druge stvari in se malenkost počasi umikam iz tega, ampak kaj je bil point tega, mislim, kaj želim, da je point tega vloga danes, je, da se nekako zavedamo, da imamo vsi familiarne probleme, da se življenje lahko v stotinki sekunde obrne okoli, da je ful pomembno, da smo skupaj in da smo tukaj za ljudi, ki nam veliko pomenijo, in za tiste, ki jih imamo res radi, in da se dobro razumemo s tistimi ljudmi. Pač ljudje, ki jih imaš okoli sebe, to je vse. To je tisto, kar ti največ pomeni, to je tisto, kar te bo rešil takrat, ko ti bo zagustil, to je tisto, katere boš ti lahko rešil, če njim kaj zagusti. A ne? In v tem smislu sem tako malenkost ponosna nase, no, da iz življenja res v življenju ohranjam samo res osebe, s katerimi se izredno dobro razumemo. Jaz imam malo problem, ne, in sem ful občutljiva na različne karakterje. In ne razumem se z vsakim dobro, ne morem z vsakim delati. In enostavno, ko sem šla v to pot samostojnega biznisa, sem si rekla, ok, to delam zato, da bom res lahko delala z ljudmi, s katerimi si želim delati. In letos, decembra 2017, lahko res iskreno rečem, da z ljudmi, katerimi delam, da so to vrhunski ljudje. Da me res navdihujejo, da mi dajo drive potem, da ustvarjam več, še boljš in wow. In pač mi je res tako neverjetno, koliko v redu ljudi imam okoli sebe in s koliko noro super ljudmi lahko delujem in delam in imam priložnost delati z njimi in jih imam okoli sebe, a ne. Tako da tisti, ki veste, s katerimi delamo karkoli na redni bazi, hvala vam. Tudi prijateljice, ki jih imam okoli sebe. Te krogi so se zelo spremenili v preteklih letih. Nekatere so ostale iste, nekatere so čisto druge, ampak hvala vam, tistih par, ki ostajate vedno tle okoli. Božič se počasi približuje, oziroma je že tle, odvisno kdaj gledate ta video. Imejte se radi, ne se kregati, pustite ljudem, da pridejo do besede. Saj veš. All that jazz. Dajmo se imeti fajn. Ustvari si life, ki ga ti hočeš živeti. Ne, ki ga moraš živeti. Ali pa ki ga drugi želijo, da živiš. To je tisto ta najbolj pomembno. Adijo.